Želiva dobro jutro. Dobro jutro. Taka je situacija danes v našem mestu, da se moramo malo o pozitivnih nogometnih zgodbah pogovarjati in z velikim veseljem v tem studiu drugič že, prvič pa, tako bomo rekli zares, gostimo enega od največjih vratarskih nogometnih talentov, ne samo v Sloveniji, ampak zagotovo širše v Evropi in svetu, to je Taj Žnuderl. Taj, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Taj je podpisal z zagrebškim Dinamom. Najprej čestitke. Bravo. Najlepša hvala. Ja, ker na zadnje, ko smo se pogovarjali, si seveda še bil pri Bragi, kar se je izkazalo zdaj seveda za izjemno ali pa dobro odločitev v tvoji karieri. Ti si šel zelo mlad, koliko si bil 15 star, ne? Sem bil star, kot Ja. sem šel dole. No in zdaj se je ta zgodba zaključila. Ja. Povej, no malo zdaj, kak je, ko pogledaš nazaj, kaj ti je dalo in kakva je bila ta pot, da na neki točki ne samo, da pokliče Dinamo, da pokliče en kup klubov in ti kot mlad, perspektiven vratar, še niti ne 20 let star, jasno da smo si na jasnem, lahko zbiraš klube. Ne. To je vrhunsko. Ja, res je. Ta 3 leta v Bragi, jaz mislim, da so bila najhitrejša 3 leta, kaj sem mi šla skozi. Prišel sem tja, sem odigral, sem bil prvak, sem šel. To nisem mogel verjeti, tako hitro vse skozi šlo. Samo res je bil ful fajn je bilo v Bragi, ful sem se navezal tam, naučil sem se jezik tekoče, se spomnim nazadnje. Ja, smo se pogovarjali. Vse zdaj znam, evo zdaj sem pa glih šel, ko sem. Ampak glej, portugalščina ti bo ostala za vse življenje, nikoli ne veš. Če ne drugače, ko boš po Braziliji, kdaj hodil, ko boš imel malo cajta vmes. Boš šel na dopust malo. Tako, ampak čisto zares ogromno znanja in ogromno enega napredka je bilo in pol so te začeli gledati in pol se je začelo. Kdaj si to opazil? Kdaj si opazil, recimo, da je tudi do tebe prišlo, da si zanimiv mnogim klubom? Ko sem imel še zadnjo leto pogodbe, sem videl, da se je dosti začelo dogajati, plus sem se bolj začel trenirati, sem treniral, mislim, da v enem tednu sem imel tak 9 treningov, še nekaj več. Ojej. Ja, potem, ko sem šel v U23, letos nismo imeli glih najboljše sezone v U23, ampak jaz mislim, da za sebe pa sem dobro obranil in zaradi tega so bili potem taki interesi, ko so bili. In ko se pogovarjamo o interesih, Taj, so to ena, bomo rekli, taka zelo konkretna imena, o katerih se lahko pogovarjamo. Zdaj jaz vem, da je Atalanta iz Bergama bila ob Dinamu, ki je na koncu lahko vesel, da je dobil tvoj podpis. Še katerikoli drugi klub morda? Je bilo več, ampak na koncu meni menedžer tudi ne na vsega zaupa. Da ti ne smeša glave, ne? Smem, ja. Teda je bilo dosti ponudb, ampak mislim, da mi je Dinamo dal najboljšo in zaradi tega sem se tudi odločil za njih. Pa tudi bliže domu je, pa jezik znam, pa vse. Se kot doma počutim tam. No, lepo. To mi je falilo tam v Bragi. To nas recimo zdaj zanima. Najprej sva moram vprašati, zdaj ko si član Dinama, nazadnje ko si bil pri Bragi, si nam šal prinesel. Ja. Zdaj od Dinama nijamo še šala, ne? Pa ga prinesem. No. Ampak se veš, ne, to ni zdaj glih tak, da če si prehlajen nekje v Dalmaciji, da se s tem zakreješ. Tako da prideš v eno zelo, ampak si že navajen na vroče nogometno okolje, ne? Ja, res je. Tudi na Portugalskem je to kar izraženo. Na Portugalskem so ful zagriženi za nogomet. Ja. Na primer, če ga vidiš izven stadiona, misliš, kak je ta prijazen, pa ko ga vidiš v stadionu, pa se prav živijo se ful. Žival, ne? Žival, ja, točno tako. Ali misliš, da bo to, da si, preden gremo, zares imam še to eno vprašanje, ali misliš, da bo to zdaj, ko si postal član Dinama, tudi spremenilo malo tvoje načrte za vsako poletje? Ker mislim, se veš, ne, Dalmacija vemo, za kateri klub navija tam, ne? Ja, vem, ampak ne bo, vseeno bom šel lepo. Vseeno. Napak na morje, pa imel Dinamo majico gor, pa čisto vseeno. Dobro, vseeno si ti. Kak si visok, pa kak si nabildan. Več kot 2 metra, pa sama mišica, to je Taj, ne? No, vse, ker drugače krapinske terme so tudi fajn, mislim, tako da No, čisto zares povej malo, kak je to, ko prideš v taki klub, kot je Dinamo, kako je bilo to tvoje doživetje, kaj si zdaj že tam se spoznal? Pa prvo, ko sem prišel v klub, sem lepo pogledal stadion, vse Maximili in to so mi razkazali moje soigralce, sem jih spoznal. Hvala Bogu, imam neke Portugalce tam, da nemam portugalščine pozabo. Okay. Imam tudi nekaj Slovencev tam. Moram še malo spoznati mesto, da vem točno, kje je kaj, ampak se veš, kak je, ko priješ v novi klub. Ja, in če, ne, ja, vem, približno. Približno. Ampak, če bi zdaj recimo ti primerjal, zdaj ti prvi vtisi to, kar si imel v Bragi recimo na voljo, ali pa tukaj zdaj v Zagrebu?
Veš kaj, tu je domači jezik in tu, ko mi je on nekaj razlagal, tu Okej. sem si bolj zapomnil, pa boljše sem se počutil. Tam, ko sem prišel, veš, angleščina tu ni neki najboljša tam na Portugalskem. Tu pa, ko se meni svoji igralci, pa steni, pa to malo pa hitreje vse poklopi. Ja, ok, super. Drugače te je prvi, ki te je poklical in te na to tudi predstavil javnosti, je bil Zvonimir Boban, ki je absolutna legenda, ne samo hrvaškega, ampak svetovnega nogometa, ne? Ker gospod, ne? Zvone. Povej to izkušnjo. Ko me je on poklical, mi je vse preklopil samo na Dinamo, ker od drugih klubov sem se menil, ampak me nikoli ni predsednik od drugih klubov klical. Aha, to je velika, kako bi rekel, plus točka, ne? Ja, plus točka, da sem se odločil za Dinamo. No, super. In potem si prišel in te predstavil in dejansko ima, ni zdaj to, ker vemo, Dinamo ima ogromno vratarjev in vseh nogometašev, to je zapolnjeno na vseh pozicijah večkratno, ampak s tabo imajo pa prav resne načrte, ne? Ja, res je. Vse zato so se mi pa ful dopadli, so rekli, da imajo prav projekt za mene nared in da bom šel po tem projektu mladinci, B ekipa, člani. Samo jaz mislim, da če mi bo dobro šlo, da lahko. Ker ne nazadnje si takoj treniral člani, koliko jaz vem, ne? Prve sem šel na trening člani, to malo me je stislo, ne, ampak po treningu je bilo vse ok. Ok, vidiš, da vseeno si tu, ne? Ja, da sem. Bravo. In še ena zanimiva anekdota je iz tega tvojega prvega treninga pred Dinamo s člani, da si se pogovarjal z enim od vratarjev in te vprašal, kateri trening je to že tvoj letos, ne? Ja. In ti vprašal, kjer je to tvoj trening, sem rekel, da prvi, da sem imel zdaj pauzo, pa da sem zdaj prišel, pa je rekel, res ali kaj, da lažeš. Rekel, res, da ne lažem. To pa je bil Zagorec, to pa je najstarejši golman tam. Aha, ok. Ko sem jaz prišel, me vprašal, koliko imaš godina, jaz sem mu rekel 18, on mi kaže duplo. Tako da dejansko bi ti lahko Ata bil, ne? Ja, res je. Ampak Dinamo je res vrhunski klub sploh v razvoju mladih talentov. Dinamo je dal tokenih nogometašev, zdaj sva prvi, ki pade na pamet, Luka Modrić, ne? Jasno, da pa še nazaj pa tudi ogromno vrhunskih vratarjev. Ne nazadnje, mi starejši se spomnimo Dražena Ladića, ne? Še starejši nazaj, potem še ostalih. Tako da prihajaš v velik klub in zdaj bi lahko rekli, če je še kdo razmišljal, ker veš, kak je z mladimi nogometaši, ko si še bil mladinec pri Bragi, zdaj pa ko prideš v Dinamo, pa je jasno, da je pred Tajem Žnuderlom še res vrhunska karijera. Mi smo zelo veseli, taj res. Ja, jaz tudi sem vesel. Ja bi rekel. Bliže sem vam, tako da se večkrat zavidimo. To, super. Glede na to, da smo mi, bomo rekli, monumentalni del tvoje karijere, v bistvu, ne? Ti samo pridi okoli. Ti samo pridi. Pa čim več insajderskih zgodb in seveda čim več uspehov, jaz verjamem taj, da boš kmalu v prvi ekipi Dinama in da bomo spet govorili po Janu Oblaku, da imamo spet enega najboljših vratarjev na svetu, ker imaš delovno etiko, imaš fizične predispozicije, imaš zaupanje kluba in ne nazadnje imaš Maribor za sabo, to pa tudi ni slabo, ne? Točno tako, ja, res je. Taj, hvala, da si prišel danes, mi ti še enkrat čestitamo in seveda bo potrebno veliko enega dela, truda in odrekanja, ampak to si tak navajen, ne? Ja, točno tako. In veliko uspeha v Dinamu. Najlepša hvala. To je Taj Žnuder, naša bodoča velika svetovna nogometna zvezda. Zapiši to datum, kdaj sem rekel, da bomo čez par let lahko govorili.